Jaz sem v Santiago de Compostela, to je eno zelo lepo špansko mesto in tukaj srečam regionalnih televizij, ker sem bil jaz nominiran s prvim delom dokumentarca Lovci teme. To je v bistvu serija 5 delov, govori pa o naših prvih podvodnih raziskavah, ki se začnejo leta 1937 na Rači in potem skozi 5 delov pripovedujejo vse do praktično danes. V bistvu ta nagrada, mislim, sigurno je zanimiva, je pa vsekakor bolj fascinantno dejstvo, da pač nihče na svetu ne ve, da smo mi v bistvu eni izmed vodilnih narodov v podvodnih raziskovanjih. Začeli smo istega leta kot Hans Haas, predvsem kar se tiče podvodne fotografije, smo tudi začetniki podvodne fotografije. Leta 1937 Hans Haas naredi prve podvodne fotografije tudi v Dalmaciji. To pomeni, da so bili praktično v istem morju Mediteranu. Ampak Hans Haas je v vseh enciklopedijah naveden kot nesporen začetnik. Če greste na Google, je prvih 300 strani, plus tega ima še inštitut, ne vem točno kje v Nemčiji, v 3 nadstropjih. Resnica je pa drugačna. Začeli smo mi s tem, da naši raziskovalci so bili mladi fantje, stari, ko so šli prvič na Račo 35 leta, od 16 do 19 let, kar je neverjetno, za naše čase to skoraj nepredstavljivo, kakšna neverjetna strast jih je gnala pa raziskovalno vnema. In kar pa je bistveno, oni niso samo želeli se potopiti pod vodo, ker so naredili najprej sicer s čelado, potem so pa tudi izumili, v bistvu izdelali maske, tako da tudi kar se tiče maske smo mi jo iznajdli. Ampak so imeli na Rači svoj laboratorij znanstveno-raziskovalni, ker so vsa morska bitja, vse žive organizme secirali, znanstveno popisovali, raziskovali so podvodne izvire, merili temperature izvorov, planktona in kemijske analize vode delali. Dušan Kušter pa mislim, da je celo, ker je bil pač tudi fizik, potem en izmed najvidnejših svetovnih strokovnjakov za teorijo plinov, je izračunal logaritme za lom vode matematično, mislim, lom svetlobe v vodi, to je izgnevanje rdeče barve. Tako da to so v bistvu zelo pomembne stvari, se Slovenci pač kot vedno ne znamo ceniti svojih najboljših, zato tudi verjetno ne znamo ceniti sebe. In to pa je tista prava tragedija, ko mislim, da je v bistvu najbolj žalostna, pa tudi boleča.